Tukaj se najprej postavi vprašanje, kaj je alternativa temu, ne? Kakšne pogoje moraš vzpostaviti, da povabila trojki ali pa vstopu v kakšen drug mehanizem ne bo. Mi bomo imeli prihodnje leto skoraj 1 milijardo evrov samo obresti od kredita. Decembra bodo znani stres testi bančnega sistema, govori se o številki od 5 milijard evrov pa navzgor, to se pravi, to je približno 60% proračuna. Je pa samo vprašanje, ne, kdo lahko te vire pokrije in na kakšen način. Jaz mislim, da mi, ki smo tukaj in še tisti, ne, ki so zunaj te dvorane, tega ne morejo več storiti. To je predrago. In najbrž kakšnega drugega mehanizma kot to, ne, da se vzpostavijo v tej državi neke normalne relacije, da se vzpostavi neko novo zaupanje znotraj in zunaj države, to pa lahko naredimo samo v tem, da lahko te finančne obveznosti, ki smo jih že prevzeli in tiste, ki bomo še morali, ne, da nekdo to nam omogoči po zelo sprejemljivih pogojih. Seveda, za to bo treba nekaj storiti, tako kot so morali vsi drugi. Ampak očitno je, da se v tej vladi, ne, teh ukrepov, da bi nekaj storili, otepajo. Ni nobenih posegov v javni sektor, paradigma je, ne, javni sektor je nedotakljiv. Prej smo videli, ne, že ob predstavitvi interpelacije, da se tam celo obveznosti v enem modelu bistveno povečujejo, prevzemajo se nove obveznosti, nesorazmerno velike. In zdaj samo vprašanje, ne, kdo so tisti, ki to lahko pokrijejo. Ali bomo dobili še denar za to od zunaj, po 6-7% meri, obrestni meri, ali bo to več, ne? Če bo obrestna mera preko 7%, se najbrž marsikaj sprožijo varnostni mehanizmi in takrat je tisto, kar država dolguje, not poklic, ne? Te stvari poznamo. Druga alternativa smo pa državljani. Se pravi, nove davčne obveznosti in črtanje praktično tistih proračunskih izdatkov, ne, ki pomenijo razvoj. To so alternative. Zdaj se bomo mogli slej ko prej in to zelo hitro v naslednjih 3 mesecih odločiti, katera alternativa je za to državo boljša. Ali vstop v mehanizem pomoči, ali trojka, ali pa naši žepi. Hvala.